Drage davke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Reportov, v kateri se bomo na nek način v začetkom dotaknili pomembnih projektov in pa nekako ogleda oziroma orisa leta 2024, ki so ga ustvarili na Regionalni razvojni agenciji za Podravje Maribor. No in podrobnosti tega in seveda kakšni so načrti pred njimi v letu 2025 nam bodo zaupali iz prve roke današnji sogovornici, to sta direktorica, gospa Nataša Ritonija in pa Karmen Razlak, vodja sektorja za turizem. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Reportu. Lep pozdrav. Pozdrav. Tako v RRA za Podravje Maribor ste bili kar uspešni, veliko je bilo projektov, veliko je bilo dela, veliko je bilo snovanja tudi novega za prihodnje leto, ampak vendarle na nek način se bomo torej dotaknili prvega. Gre v bistvu za agencijo oziroma vi ste tisti, ki na nek način držite podporno okolje podjetništvo v regiji, pod okriljem seveda občin in pa z določenimi projekti, ko so denimo Poni Spot, MPIP in tako dalje. Pravzaprav, kaj je tisti glavni vaš cilj oziroma steber in seveda kateri so tisti trenutno najbolj uspešni projekti oziroma pobude za podjetja? Torej, v bistvu Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor je tukaj pomembna v regiji, da podpira to podjetniško okolje. Vemo, da je naša regija zelo občutljiva na migracije. Po naših podatkih se kar 37.000 ljudi vozi izven naše regije, ker primanjkuje predvsem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. In tukaj se nam zdi, da z tem našim podpornim okoljem lahko pač pomagamo mladim podjetnikom, tudi podjetjem, ki so že v kasnejšem razvoju rasti, da nekako ustvarjajo in delajo v Mariboru. Zdaj en tak dober primer je res projekt Poni, kjer omogočamo mladim in pa tudi tistim, ki so malce starejši, da razvijajo svojo idejo, da se pri nas zaposlijo, v 4 mesecih to idejo razvijajo in potem lahko vstopijo na trg. Kar se pa tiče samih rezultatov, pa smo, bom rekla, kar zadovoljni, kar 40% takih potem odpre svoje podjetje in deluje v regiji. Ostala podjetja pa seveda izkoriščajo to priložnost, ki jih nudimo za svetovanje. Tukaj je še pomembno omeniti tudi projekt, ki pa je namenjen starejšim podjetnikom. Gre za projekt Startup 50+. Pravzaprav zakaj gre in kakšne so možnosti v okviru tega? Ja, zdaj v naši regiji nimamo veliko podatkov o tem, kako uspešni so podjetniki nad 50, ki začnejo za svojim podjetjem, tako da smo začeli z zbiranjem teh podatkov. Se pa povezujemo z drugimi regijami in pa deležniki po Evropi, ki pa že imajo izkušnje na tem področju in se nekako od njih učimo, kaj so tiste pasti, s katerimi se srečujejo starejši od 50+. Tako da zdaj v okviru tega projekta pripravljamo tudi en priročnik za svetovalce, ki delujejo v spot programih, na kak način svetujejo starejšim, ki se odločajo za novo podjetniško pot. Seveda drugi pomembno izmed takšnih projektov, ki jih seveda peljete v Regionalni razvojni agenciji za Podravje Maribor, pa je torej kreativni park Drava. O tem se govori že nekaj let, kar nekaj se je na tem področju zgodilo in se snuje. Pravzaprav kako daleč ste in seveda kaj bo ta prinesel v prihodnjih mesecih? Zdaj v okviru kreativnega parka Drava že deluje nekaj uspešnih podjetij. Imamo tudi prostore v tem delu, smo pa v letošnjem letu lahko prijavili tudi našo idejo za podjetniški inkubator na razpis za dogovor za razvoj regij. Tako da bomo obnovili en del teh prostorov in jih namenili podjetniškemu inkubatorju in sicer gre za vrednost projekta v višini 2,4 milijona evrov. Tako da računamo, da bomo s projektom pričeli konec naslednjega leta in potem v kakšnem letu pa pol tudi to izpeljali in seveda si želimo veliko nekih mladih, ki bi pri nas ustvarjali. No, z roko v roki
Tudi o podjetništvu pa gre turizem. Nenazadnje vsi govorimo in poznanje rek, da turizem smo ljudje in tudi na tem področju imate v RRA za Podravje Maribor izjemno vlogo. Če samo omenimo o projektem, torej Pohorje, Drava Bike, destinacija Štajerska, torej povezovanje vseh ponudnikov, ki ste jih skozi leto oziroma skozi te projekte uspeli povezati, kako bi rekla, dodelati poti, kako priti do ponudnikov, kaj vse nam ponuja narava, nenazadnje, ki je del turizma. Pravzaprav me pa zdaj zanima, torej, kaj je tisto, kateri so ključni ti turistični trendi, ki jih peljete in seveda, kako uspešni ste bili za temi projekti? Ja, v sektorju za turizem na Regionalni razvojni agenciji za Podravje Maribor dejansko skrbimo res za povezovanje celotne regije. Dejansko si želimo strateško smo si tako rekoč, bom rekla, zastavili turistični preboj naše regije in v zadnjih parih letih povezali deležnike ne samo v naši regiji, ampak tudi širše. Tako z konzorcijem Destinacija Štajerska povezujemo 39 občin in Podravske regije in se širimo v Mursko in Savinjsko regijo. S partnerstvom za Pohorje povezujemo občine 3 regij na območju Pohorja in pa skozi dravsko kolesarsko pod produktom Drava Bike komuniciramo in sodelujemo tako rekoč z avstrijskimi in hrvaškimi kolegi. To so vse skupne močne iniciative, v katere smo se povezali, ker vemo, da dejansko v bistvu skupaj lahko dosegamo večje rezultate in tako tudi mi kot celotna Slovenija sledi trendom po okrevanju. Pomeni, da se naše številke tako z vidika nočitev in prihodov gostov dejansko že višje od tega, kar smo bili priča v letih pred covidom, torej leta 2019, na kar smo ponosni, ker pomeni, da dejansko v bistvu vse te naše skupne akcije, ne zgolj samo nas, ampak vseh partnerjev, vseh deležnikov, kompletno lokalnih skupnosti in vseh destinacij pripomorejo k temu, da dejansko dosegamo večje številke. In so te pomeni vse aktivnosti, ki jih izvajamo. Konkretno smo recimo v letošnjem letu izvedli 3 močne digitalne kampanje, 2 sta trenutno še v teku in z njimi dosegli cirka 2 milijona uporabnikov. Tako da ja, s skupnimi močmi zagotovo lahko premikamo meje. Seveda tudi v vaši agenciji oziroma na področju turizma se zgledujete oziroma strmite s korakom v korak, kar zadeva sodobnih trendov. Ne samo v Sloveniji, ampak verjetno tudi v tujini. Hodite, prenašate primere dobrih praks in seveda nekako to tudi vključujete v te ekološke in trajnostne razvoje, ki so nekako povezane z celovito ponudbo kraja. In ena teh je zagotovo destinacija Štajerska. Tako. Dejansko v bistvu so trendi v turizmu povezani predvsem tudi z digitalizacijo v turizmu. In na osnovi ene raziskave, ki jo je naredila Slovenska turistična organizacija, recimo več kot 50% podjetij iz turistične panoge meni, da jim digitalizacija v bistvu ni pomembna pri uspehu podjetja, mi pa se zavedamo, da še kako je. In to je tudi naš namen, da skozi to določena izobraževanja in akcije, ki jih mi ponujamo, dejansko lahko digitaliziramo ponudbo in seveda nam je pomembno, da to v bistvu našo avtentično, lokalno, butično ponudbo predstavimo širšemu svetu, tudi mogoče skozi kolektivne blagovne znamke, skozi povezovanje ponudbe podeželja in urbanih mest. Nenazadnje Štajerska predstavlja urbanaravni preplet ponudbe, pomeni urbanih središč z podeželskim zaledjem in tako ponujata urbanaravne namige, ponudbo, kar dejansko želimo. In užitke, ne? Tako, in užitke, ki jih dejansko tukaj v naši regiji zagotovo premoremo. Tako Drava Bike, kot tudi destinacija Pohorje še zraven, vse skupaj nekako prepleteno in namenjeno, torej doživetju družin, posameznikov. Tako, več ciljnih skupin seveda nagovarjamo. Za vsako zgodbo mogoče posebno bomo rekli, Dravska kolesarska pot nam je zagotovo tista, ko želimo v bistvu čim več družin povabiti, prav tako tudi s Pohorjem. Nenazadnje na vsa smučišča in vse, kar si naši partnerji prizadevajo za obogatitev ponudbe in da ta ponudba ni zgolj vezana na zimo, ampak na 365 dni v letu, so nam zagotovo družine ključne ciljne skupine.
Na eni strani, da poskrbimo za njihovo varno pot, ko recimo kolesarijo in zdravsko kolesarsko potjo recimo vsekakor navezujemo, ne zgolj, nam je to ena glavna kolesarska hrbtenica, na katero navezujemo potem vso ostalo ponudbo. Seveda pa imamo močno vzpostavljeno tudi potem sodelovanje z Združenjem Vinorodna Štajerska, torej na področju gastronomskega turizma, ki ga želimo razvijati v regiji še naprej. Na hitro še samo, katere so bile novosti uvedene na področju nočitev, povečanja števila slednjih in pa kako boste pač tudi, oziroma kakšno je pričakovano povečanje turističnega obiska? Tako. Vse naše aktivnosti so v teh prvih letih, bomo rekli, nekako skupnega komuniciranja regije pod skupno blagovno znamko namenjene temu, da dejansko v bistvu čim bolj ozavestimo neko skupno ponudbo in to smo izvedli z raznimi digitalnimi kampanjami, študijskimi turami, potem sejemskimi predstavitvami in ostalimi predstavitvami. Tega je kar veliko, prisotni smo v več kot 20 medijih, zagotovo izvedli več kot 20 dogodkov in izobraževanj in to so tiste neke ključne akcije, s katerimi dejansko v bistvu krepimo blagovno znamko in zavedanje o tem, da je priti dobro tudi na ta konec Slovenije in pa seveda v nadaljevanju te akcije želimo spodbujati tudi z razvojem seveda digitalnih orodij in vsega in seveda s tem večati tudi obisk in nočitve. Ja, ker imate precejšen izziv še oziroma veliko bo še dela in pa seveda ste tudi na zelo dobri poti. Sicer pa, ker nas čas nekako prehiteva, pa vendarle, gospa Nataša, nedavno ste prejeli naziv kongresna ambasadorka Slovenije in sicer za izjemen prispevek pri organizaciji in izvedbi torej Olimpijskega festivala Evropske mladine 2023, ki se je odvil v Mariboru. Pravzaprav, kakšni so občutki ob tem in seveda, kaj to pomeni? Nenazadnje gre za ambasadorstvo kongresnega turizma. Torej, izjemno priznanje zame in za mojo ekipo in seveda, da je bil naš projekt v Mariboru tudi prepoznan iz vidika kongresnega turizma. Nenazadnje smo izdali skoraj 10.000 akreditacij, od tega pa kar 500 visokim gostom, različnim predsednikom, generalnim sekretarjem olimpijskih in nacionalnih olimpijskih komitejev, različnim tujim gospodarstvenikom, potem ministrom iz tujih držav. Tako da smo imeli dejansko športni dogodek v Mariboru, pa hkrati tudi še dogodke za te visoke predstavnike, za katere smo pripravljali poseben program. In nenazadnje je pa to tudi pohvala za mesto Maribor, da smo sposobni organizirati takšne dogodke na najvišjem nivoju in da morda naslednja destinacija, o kateri kdo razmišlja, ne bo Bled ali pa Portorož, ampak bo za kongresni turizem Maribor. Kaj bo to ambasadorstvo kongresnega turizma torej prineslo in seveda kako bo RRA za Podravje Maribor nekako povezala to skupno delovanje z drugimi slovenskimi in mednarodnimi partnerji? Zdaj, to je veliko priznanje in seveda tudi signal za različne organizacije, da je vredno priti v Maribor in organizirati nek dogodek. Hkrati pa tudi za nas to pomeni, da imamo dostop do, bom rekla, različnih predavateljev skozi ta kongresni turizem slovenski, tako da že skupaj tudi snujemo nove dogodke. Pa bi mogoče na tem mestu povedala, da bomo v Mariboru v mesecu juniju organizirali en velik dogodek in sicer vrh evropskih regij. Gre za Assembly of European Regions, kjer bomo v Mariboru gostili predstavnike evropskih regij, se pravi, gre za politične predstavnike in to organizira RRA skupaj z Ministrstvom za kohezijo in razvoj. Kakšno vlogo pa torej na nek način ima tukaj RRA za Podravje Maribor in seveda, kaj pomeni zdaj ta vrh skupščine evropskih regij, ki bo torej nenazadnje v Mariboru? Zdaj, v letošnjem letu smo se kar aktivno vključili v različne mednarodne organizacije. Ena izmed njih je Assembly of European Regions ali spravi skupščina evropskih regij, ki nam nekako omogoča, da se povezujemo z drugimi regijami, se primerjamo, delamo skupne projekte in v okviru tega sem tudi prevzela vodenje
posebne delovne skupine za biokrožno gospodarstvo, ker Podravje je pilotna regija Evropske komisije za biokrožno gospodarstvo in to nam nekako omogoča, da si odpiramo vrata, se povezujemo z najboljšimi, se od njih učimo, hkrati pa tudi preko tega prihajajo sredstva v regijo za pilotne projekte, ki bodo enkrat tudi nek primer dobre prakse na evropski ravni. No, če se tukaj navežemo, torej, ko ste že omenili, torej, pilotna regija, iniciativa krožnih mest in regij, torej, bili ste izbrani, da peljete te postopke in projekte v okviru tega. Kakšni so konkretni izzivi in pa kako bo torej potekalo tukaj to vključevanje biokrožnega gospodarstva v prihodnosti? Zdaj, mi smo ena izmed prvih regij, ki sploh ima strategijo za biokrožno gospodarstvo, ki je bila sprejeta v preteklem letu na ravni regije. Tako da tukaj smo res unikum, v tem trenutku delamo na akcijskem načrtu za naslednje leto, vključujemo različne deležnike, se povezujemo in to je tudi ena priložnost za našo regijo, predvsem za neke pilotne projekte. Tukaj bi izpostavila pilotni projekt, ki ga delamo skupaj za čistilno napravo na Ptuju, kjer bomo skupaj nekako testirali, kdaj so odpadne vode primerne oziroma za zalivanje, kdaj so potem bom rekla, produkti, ki zrastejo, primerni za uživanje. Tako da bomo posadili različne rastline in potem to merili in to je zagotovo nekaj, kar bo imelo en velik vpliv v Evropi, glede na to, da imamo težave z vodami, ali jih je preveč, ali jih je premalo, je suša, tako da tukaj vidimo eno priložnost za našo regijo, da tukaj pač nekako postane vodilna na tem področju. Torej dajete poudarek tudi seveda vsemu temu zelenemu oziroma prizadevanju za dobrobit jutri. Jutrišnjega dneva, kajti vemo, da smo pač podnebje in posledice so pustile neke določene, kako bi rekla, posledice, za katere si pač prizadevate, da boste skupaj z vsemi deležniki lahko le-te oblažili in prispevali k trajnostnemu razvoju. Podnebne spremembe so v bistvu tisto vodilo, ki nas vodi, da moramo delati drugače. Tako da vsled tega pač pripravljamo različne projekte, ki bodo dejansko v pomoč nam, v naši regiji in pa tudi drugim. Veliko imate tega, seveda podrobnosti lahko najdejo na vaši spletni strani. Vsak, ki bi želel pač zbrskati, kakšni projekti, kakšne javni razpisi in podobno, česa se lahko udeležijo. Na konec pa še morda o dogodku, o katerem smo že nekaj povedali, ki ga pripravljate v letu 2025, gre za vrh skupščine evropskih regij. Potekal bo v Mariboru, gre za izjemno priložnost in gre za mednarodni dogodek, ki bo znova pripeljal res tisti svetovni vrh. Seveda želimo si, da pride veliko regij. Mi smo že imeli tudi eno predstavitev na ravni Evropske unije, se pravi v Bruslju. Tako da to bo priložnost za nas, za našo regijo, da se nekako promovira in pa tudi priložnost za izmenjavo mnenj, izkušenj, primerov dobrih praks, tako da se tega res veselimo. Tudi jaz vam želim vse dobro in uspešno, seveda, da nekako strmite s svojim ciljem in da tudi te dosežete. Pravzaprav pa, ker smo tik pred koncem leta, kakšno je bilo za vaju leto na RRA za Podravje Maribor? Bilo je uspešno, zanimivo, naporno, ampak veselimo se izziva 2025. Gospa Karmen? Dejansko v bistvu je izziv sodelovati in povezovati toliko deležnikov in veseli smo skupnih rezultatov in se nadejamo letih tudi v prihodnje. Dobro, hvala lepa za vse te informacije in seveda uspešno še naprej. Hvala. Tako v nadaljevanju pa k humanitarnosti in pomoči otrokom in kako izboljšati njihov vsak dan, marsikdo si tega ne more privoščiti in zato bodo poskrbeli tudi v zavodu oziroma v humanitarnem društvu Križem rok. Zakaj točno gre in kaj pripravljajo za otroke, pa bomo izvedeli v nadaljevanju, zato ostanite z nami.
Kot že rečeno, bomo torej v nadaljevanju spoznali podrobnosti mega zimovanja 2024, ki ga prirejajo v društvo Križem rok. Gre za humanitarno dejavnost in pa pomoč otrokom, ki to potrebujejo. Vsekakor pa se jim je na tej poti pomoči pridružili tudi v zavodu Kinetika Maribor. Tam so se namreč odzvali za to, da spodbudijo tudi vse, ki bi se želeli udeležiti tako imenovanih dobrodelnih sparingov, ki bodo potekali v soboto 21. decembra. No, podrobnosti pa nam bosta razkrila današnja gosta. Lepo pozdravljeni. Torej z nami je Lucija Koprivec iz društva Križem rok in pa Jan Pauman iz zavoda Kinetika Maribor. December je tudi dobrodelni mesec in ne samo december, pravzaprav v društvu Križem rok vse leto pomagate otrokom, pomagate tistim, ki na nek način potrebujejo pomoč in jim omogočate tudi neke dejavnosti, neka doživetja, ki si jih sicer ne morejo pridružiti. In to boste storili tudi v tem mega zimovanju in hkrati tudi na nek način nagovarjate posameznike, podjetja, društva, da vam tudi pri tem pomagajo. Pravzaprav pa, če se lahko osredotočimo, zakaj pravzaprav sploh gre in kaj je tisto, kar vas vodi k temu? Ja, mi smo leto že 11. leto organizirali mega poletni tabor, kjer otroci en teden aktivno preživljajo čas v naravi, stran od telefonov, nekateri tudi stran od nasilja, alkohola, drog. Veliko je takih otrok, ki si tega ne morejo privoščiti in na ta način mi potem zbiramo sredstva za te otroke, da lahko preživijo en teden aktivno poleti. Zdaj v tem času pa organiziramo med Božičem in Novim letom mega zimski tabor na Pohorju. Istočasno peljemo tudi projekt obdarovanja, Obdaruj in osreči, tako da vsi ti otroci potem tudi ob obhodu domov dobijo novoletno božično darilo. Nasploh velja nekako, da se z leti povečuje tudi število otrok, ki so na nek način ali Vsako leto jih je več. Ja. Vsako leto jih je več. Ogromno je otrok, ki rečejo, ko ga vprašaš, zakaj greš na tabor, pa reče zato, da se najem čokolinota. Ali pa pač, da sploh dobi topel obrok v dnevu. In vsako leto je več teh otrok. Imamo nekaj tudi takih, ki prihajajo iz družin, ki si lahko privoščijo plačilo prispevka. Smo veseli takih otrok, ampak dajemo pa nekako poudarek res na te, ki prihajajo iz takih ogroženih okolij in iz razbitih domov. Lahko tudi opazimo različne zgodbe otrok, ki jih delite včasih tudi na vaših socialnih mrežah. Ja. Se pravi, veliko je takih, ki dejansko so doma zapostavljeni, sami občutijo nasilje ali ga vidijo med starši, ali so to pač odločene družine, kjer so starši alkoholizirani, zadrogirani in taki otroci se te res dotaknejo. Vsakič greš domov z nekimi zgodbami in je tudi nam večkrat težko, ampak nam to da neki zagon za naprej, da delamo prav. Gospod Pauman, v vašem športnem klubu oziroma zavodu ste se odločili, torej, da priskočite na pomoč. Priredili boste celo tako dobrodelno prireditev, torej v soboto, 21. decembra. Pravzaprav, zakaj ste se odločili torej, podpreti ta dobrodelni projekt in kaj nas seveda čaka? Torej, mi smo že lansko leto zbirali v obliki prostovoljnega prispevka, bomo tako rekli, oziroma v obliki daril smo zbirali, da so lahko pač člani prenesli darila, ki smo jih na to posredovali naprej društvu. Letos smo želeli narediti podobno, ampak mi je gospod Tejo predstavil to mega zimovanje in sem jaz potem predstavil to svojim nadrejenim, bomo temu tako rekli, in smo se odločili, da bomo izpeljali dobrodelni dogodek. Gre za dobrodelne sparinge. Pravzaprav, kaj se bo torej odvijalo v ringu, če lahko tako rečem? Torej, nič ne bo v ringu, bo na blazinah samo. Bistvo je tako, da kdor želi, lahko pride malo potrenirati, bomo temu tako rekli, nič ne bo v ne vem kakšni obliki nasilja, vse bo prijateljsko, tako je bolj ali manj vse pri nas. Pride lahko kdorkoli, lahko pridejo vsi klubi v Sloveniji, oziroma tudi širše, če kdo želi.
V bistvu je samo pač prijateljsko druženje, bomo temu tako rekli, s katerim lahko tudi podpremo to zimovanje. Ampak kaj vam pomeni biti družbeno odgovoren in zakaj ste se torej že pred leti odločili, da vam pomagate društvo Križem rok, ki deluje humanitarno in torej omogoča na nek način vsaj nekaj ur ali pa en dan doživetja za tiste, ki res tega nimajo? V bistvu je tako, da smo vsi na Kinetiki mnenja, da lahko podpremo na nek način ta dogodek. Letos imamo tudi končno število članov, ki bomo rekli, da pač s tem številom lažje podpremo ta dogodek sam po sebi. Vsi smo mnenja, da moramo si pomagati bolj ali manj med sabo, tako da zakaj ne bi podprli nečesa takega. Verjetno je vsaka pomoč dobrodošla. Kaj pa vam pomeni to, da se odzove? Nam to seveda ogromno pomeni. Tudi, bom rekla, veliko je, mogoče tudi vedno več nekih podjetij, predvsem posameznikov, ki se odločijo, da nas podprejo, nam pomagajo, ali v obliki materialnih stvari, prinesejo hrano, tudi oblačila za otroke. Veseli smo pa vsakega denarnega prispevka, ker s tem toliko lažje organiziramo te velike tabore, poletnega, zimskega, vmes tudi vikend tabore, da lahko tem otrokom čim več nudimo in da so siti in da so na varnem. Kako do vas, kako se lahko tisti, ki bi želeli torej pomagati, obrnejo in do kdaj imajo čas? Verjetno to poteka celo leto? Ja, to celo leto poteka, tako da v bistvu kadarkoli jim ustreza, lahko nam priskočijo na pomoč, predvsem v poletnem času, pa zdaj nekje, se pravi, od 26. do 29. imamo zimski megatabor, tako da zdaj še zbiramo sredstva. Najdejo nas na spletni strani Društvo Križem rok ali pa na Facebooku Društvo Križem rok aktivne počitnice za otroke. Glede na to, da smo nekako tik pred zdajci, kako bi rekla, vstopa v novo leto in pa zaključka tega leta, pravzaprav kaj si želita in zakaj je morda, kaj je tisto, kar na nek način naj bodri, da bomo vsi skupaj snovali boljši jutri našim otrokom? Jaz mislim, da bi vsi pač mogli imeti to zavest, da vsem ne gre lepo v življenju, predvsem otrokom, in da si je treba pomagati med sabo, da edino tako lahko zgradimo boljši jutri za nas pa za naše otroke. Se kar pridružujem temu, pač rad bi samo, da izpostavimo ta dogodek čim bolj, da lahko se drži čim več ljudi, tudi če niso nič trenirali predtem, lahko vseeno pridejo odpreti ta dogodek, odprt bo, tako da kdorkoli si želi priti vse pogledati, kako izgledajo ti sparingi, je vedno dobrodošel. Torej, v soboto že od 10. ure, ne? Že od 10. ure do 2. ure, tako je. Torej, vabljen je vsak, ki bi lahko oziroma želi prispevati torej, v Društvo Križem rok. Vama pa seveda želim vse dobro, še, kako bi rekla, veliko prijetnih trenutkov, pa želimo si verjetno vsi skupaj, da bi bilo čim manj potrebe po tisti pomoči, ne, da bi imeli otroci lepši dobri jutri. Hvala in vse dobro. Hvala tudi vam. Tako, hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili z nami še v enem reportu. Seveda bomo z vami znova prihodnji teden, do takrat pa vam želim vse dobro in imejte se lepo. Srečno.